Bomo rešili še drugo preverjanje. Izračunaj dolžino hipotenuze v pravokotnem trikotniku, se pravi skiciramo si pravokotni trikotnik, označimo hipotenuzo, ki meri in ena v pravokotnem trikotniku. Če ena od katet meri 5 cm, recimo, da je ta 5, kot nasproti te katete pa meri 50 stopinj, torej tole. To pomeni, to je nasprotna kateta. Ker imamo nasprotno kateto in hipotenuzo, vemo, da je n nad h nad hišo, to je sinus. Se pravi, sinus 50 stopinj je n deljeno s h in iz tega ven dobimo, da je n enako sinus 50 krat h. Pomagamo si s tem, da napišemo nina in ta h skoči sem. Oziroma, zdaj iščemo h, bomo pa dobili, da je h enako n lomeno sinus 50. To je en način. Drug način je pa, da tukajle obrnemo. Najprej števec in imenovalec pri obeh, pa dobimo 1 lomeno sinus 50 stopinj je h lomeno z n, in ker iščemo zdaj h, gre ta n zgoraj in je isto. Zdaj pa vstavimo. N je 5, sinus 50, odtipkamo na kalkulator, se pravi 5 deljeno z sinus 50 in dobimo 6,52, še spremenimo v minute, je to torej 6,52, tako ne minute, ker je to kateta, in to je odgovor. In gremo k naslednji nalogi. Na 2 decimalki natančno izračunaj kot alfa. Če je to kot alfa, je to priležna kateta in to je hipotenuza. P in h pod hišo je kosinus. Se pravi, kosinus alfa je p lomeno s h, v našem primeru je to 4 lomeno z 12, kar je isto kot 1/3, lahko okrajšamo, ni nujno. In zdaj, kosinus alfa je toliko, torej je alfa arkus kosinus od 1/3. In gremo. Se pravi, arkus kosinus, to pomeni šift pa kosinus. Inverzno kosinus od 1/3, najboljše, da damo 1/3 v oklepaj, 1 deljeno z 3. Zaklepaj. In dobimo 70,52, kar je 70 stopinj. Odštejemo 70 tiste številke, ki nam ostane. Dobimo 0,52 in tisto pomnožimo 60. Če imamo pa tipko za pretvorbo v minute, pa lahko tako direktno in pride 31,7, torej 32 minut. Gremo k naslednji nalogi. Sinus 2 alfa. To je po formuli, isto kot 2 krat sinus alfa krat kosinus alfa. In zdaj, kosinus alfa imamo podano in tukaj je zapisano, da je kot med 3 pi polovic, to pomeni 270 stopinj in 360 stopinj. Se pravi, tukaj je kot, tukaj je kosinus je podan, še sinus nas zanima, sinus, torej, kdo je sir, prav prijetna majhna miška. To pomeni, da je tukaj sinus negativen in zdaj izračunam. Sinus alfa je koren iz 1 minus kosinus kvadrat alfa. To dobimo iz formule sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1. In vstavimo. In je 1 minus 24, 25 na kvadrat. Pa potem pod korenom, to izračunamo. Dobimo, da je to 0,28. Ker je pa negativen sinus, moramo še zraven minus napisati. In ko vstavim tukaj noter, je to 2 krat sinus alfa, je torej 0,28, krat 24, 25 in to izračunamo lepo. In dobimo, da je to
0,53, 0,54. Lahko pustimo tudi z ulomkom, to bi šlo pa tako, da je 25 krat 25 je 625, pa je to potem 625 in minus 24 na kvadrat 625 in pa odštejemo, pa dobimo eno ali drugo, vsekakor negativni rezultat. In ker je negativni rezultat tukajle, je tudi tukajle minus in je potem ta predznak minus. Tukaj, ko pa imamo sinus alfa minus 3/4, pa zopet gremo sinus prvega krat kosinus drugega. Potem je pa pri sinusu je isti znak, se pravi minus kosinus prvega krat sinus drugega. Sinus alfa je, se pravi minus 0,28, kosinus pi četrtin, ko je kosinus 45, je koren iz 2 polovic, minus kosinus alfa je zapisano, da je 24/25, sinus pi četrtin je zopet koren iz 2 polovic, lahko koren iz 2 polovic izpostavimo in nam ostane minus 0,28, minus 24/25, lahko tudi to spremenimo, to je, če damo krat 4, dobimo koliko je stotin, je to 96, se pravi je to minus 0,96 in to dvoje seštejemo. 27 krat koren iz 2 polovic, lahko kar pustimo tako rezultat in to je to. Poglejmo tretjo nalogo, poenostavi, tukaj je 1 minus, tole je pa sinus na kvadrat x, ker je minus pred tem, ker ga dajmo v oklepaj, plus 2 krat sinus x krat kosinus x, plus kosinus kvadrat x je enako, in to je 1 minus sinus kvadrat x, minus 2 sinus x kosinus x, minus kosinus kvadrat x. In zdaj, namesto enke 1 minus sinus kvadrat x, ker mi vemo, da je sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x 1, če damo sinus kvadrat x na drugo stran je minus in dobimo, da je kosinus kvadrat x 1 minus sinus kvadrat x. Torej lahko namesto tegale postavimo, da je to kosinus kvadrat x. Minus 2 sinus x kosinus x krat minus kosinus kvadrat x, pa se kosinusa vkrajšata in ostane minus 2 krat sinus x krat kosinus x. Takole. Nariši kot alfa, za katerega velja, da je sinus alfa 3/5. Tukaj kar napišemo, takole. Sinus alfa je 3 ulomljeno z 5 in to je nasprotna s hipotenuzo. To pomeni nasprotna je 3, hipotenuza je 5. Narišemo pravokotni trikotnik in dobimo hipotenuza je 5, nasprotna, če je to kot alfa, je 3. In zdaj narišemo pravokotni trikotnik, ker ima tole 3 enote dolgo. Izmerimo, ne? Narišemo pravokotnico in šestilom, lahko tudi z ravnilom, odmerimo tukaj dol 5 enot. 1, 2, 3, 4, 5 recimo in potem je ta kot alfa. Narišemo. Potem imamo tukaj zapiši s kotnimi funkcijami ostrih kotov. Tukaj moramo vedno najprej odštejemo po 360 stopinj, kolikrat gre. Recimo 2000 stopinj, zdaj 720 je 2 krat 360, pa še enkrat 720 je skupaj 1440, dajmo odšteti najprej 1440 in koliko dobimo, da je to isto kot sinus 0,6, nič 6, tukaj moramo dati za eno dalje, 5, pa zopet eno dalje, se pravi sinus 560 stopinj. Lahko odštejemo še
360 stopinj, to je zopet polni kot, nam ostane sinus 200 stopinj. Zdaj pa poiščemo, kje je 200 stopinj. 200 stopinj je tukajle, ker je sinus, torej sir. Kdo je sir? Prav prijetna majhna miška, torej v tem delu je negativen sinus. Napišemo minus sinus in pogledamo, kakšen kot je sinus 20 stopinj. Potem imamo tukaj kosinus 340 stopinj. Zopet pogledamo, v katerem kvadrantu je. To je tukajle, kosinus, torej kaj se dogaja na kavču. Prav majhna muca prede. Kosinus bo torej pozitiven, koliko pa manj kot vsem 20 stopinj. In zato kar napišem, da je to kosinus 20 stopinj. Kotangens 130 stopinj. Zopet, kje je 130 je v drugem kvadrantu, to je tukajle. Kakšen je predznak za kotangens? Ja, glede na to, da je tukaj sinus pozitiven, kosinus negativen, kotangens je pa kosinus deljeno, sinus je m deljeno s p je minus. In koliko manjka? Manjka 50 stopinj, se pravi, je isto kot kotangens 50 stopinj. Natančno izračunaj. Tudi tukaj poenostavimo kote. Zdaj 2100 stopinj, odštejemo za začetek 1440, to že vemo, da je 4x360. Dobimo nič, 6, 5 je tudi 6, odštejemo še 360 stopinj in dobimo, da je to kot 300 stopinj. 300 stopinj je v četrtem kvadrantu. Tukaj že vemo, da je sinus negativen, prav prijetna majhna miška, negativen, in bomo namesto tegala zapisali, da je to minus sinus, ne 300, kar dobimo, če odštejemo, ampak minus sinus 60, ker je od 300 do 360, 60 stopinj. Gremo naprej, kosinus 1500, zopet odštejemo 1440 stopinj, se pravi 1500 minus 1440, to je ravno 4x360, odštejemo in dobimo 60 stopinj, kar napišem, to je kosinus 60, je že oster, pa 585 odštejemo 360 in dobim 5, 2, 2, se pravi 225 stopinj. Ugotovim, se pravi tukaj smo ugotovili, da je to isto kot 60, 225 stopinj je pa kaj? 225 stopinj je v tretjem kvadrantu, do sem manjka 45, kakšen je kosinus tukaj, kaj se dogaja na kavču, prav majhna muca prede, je minus, se pravi imamo minus kosinus 45, pa naprej 315 stopinj, zopet pogledamo, 315 stopinj je v tem kvadrantu, četrtem, sinus je tukaj negativen, in zato je to minus sinus, koliko manjka do 360, 45 stopinj. Zdaj pa 4 pi tretjin spremenimo v stopinje, pi tretjin je 180 deljeno s 3 je 60 in 60 krat 4 je 240 stopinj. Kosinus imamo tukaj, 240 je zopet v tem kvadrantu, se pravi kosinus je minus. Tako pa napišemo, da je to minus kosinus, ali če takole napišem tukaj 240, tukaj pa kar popravim, da je to minus kosinus 240 do 180 je 60. Takole. In še 1650, zopet odštejemo, 1650 minus 1440, kar je 4x, 10 je 210 stopinj, se pravi tole isto kot 210, 210 je tukaj, koliko manjka do sem 30 in kosinus je tukaj negativen. Minus kosinus 30. Ko imamo to, pa pogledamo še rezultat. Sinus 60 vemo, da je
1 polovica, pa minus spredi, kosinus 60 je koren iz 3 polovic, minus kosinus 45 je minus koren iz 2 polovic, ulomljeno z sinus 45 je minus koren iz 2 polovic, krat minus kosinus je koren iz 3 polovic, krat minus kosinus 30 je zopet minus kosinus 30 stopinj je pa 1 polovica. In zdaj ta minus se krajša, ta minus se krajša, koren iz 2 polovice krajša, koren iz 3 polovice pa koren iz 3 polovice krajša, 1 polovica se krajša. To pomeni, da v bistvu dobimo rezultat enak, zbrisala tole, enak, zgoraj smo vse pokrajšali, torej 1, spodaj je ostal pa minus 1 in je to odgovor minus 1. In to je odgovor na koncu. Napiši vsaj 5 takšnih kotov, da bo funkcija kosinus x v njih dosegla svoj maksimum. Se pravi, kosinus x je maksimum tam, kjer je 1. V katerih kotih je maksimum 1? Takrat, ko je x enako 0 stopinj, ali pa pri 180 stopinj, ali pa pri 180 je minus 1, tam bo minimum, ne bo v redu, bo pa za cel kot 360 stopinj, pa 720 stopinj. Se pravi, kdaj? Takrat, ko x enako 2k pi. Ali pa, če rečemo, k krat 360 stopinj. Takrat so maksimum. Zapiši 3 lastnosti funkcije sinus. Zdaj, funkcija sinus, vemo, da ima ničle pri 0, pi, 2 pi in to je prva lastnost. Se pravi, ničle so pri k krat pi. Maksimumi so tukaj vmes, na pi polovic. Maksimum so pri pi polovic, pa naslednji je s periodo 2k pi. Naprej, lahko rečemo še minimum, kje so minimumi, so pa tukaj vmes, torej pri 3 pi polovic plus 2k pi so minimumi, tako, pa na drugo stran isto. Pa še eno stvar vemo, da je omejena in sicer navzgor z 1, navzdol z minus 1, se pravi, vedno velja, da je sinus x manjše ali enako 1 in večje ali enako minus 1. Potem pa velja še, da je funkcija sinus x liha. Zakaj je liha? Zato, ker je sinus od minus x isto kot minus sinus x. Tako, to so lastnosti funkcije sinus.